Mikromenedžiranje. Ali je to edini način, ali obstaja še kakšen drugi način, da bi prišli lažje do cilja? Naj vam povem, kako v praksi to poteka in katere so 3 glavni razlogi, zakaj do mikromenedžiranja pride. Prvi največji razlog je nezaupanje človeka vase, vodje vase in pa vse ljudi okoli sebe. In najhujše je nezaupanje v svojo ekipo, tudi če že dela z njo zelo dolgo časa. Ta druga stvar, zelo slabe sposobnosti komunikacije, ne delate na komunikacijah, ne učite se komunicirati in pa jasno povedati določene stvari. In tretja stvar, merjenje, se pravi predvidevanje, koliko nas pa napaka lahko stane, ali se za to napako splača zdaj 5 minut, 5 ur pogovarjati, 5 ljudi in tako naprej. Rešitve so naslednje. Prva, spremenite modul organizacije, odgovornosti, kdo je za kaj odgovoren in pa definirajte procese. Tako olajšate. Ta druga stvar, pejte na delavnice, delajte delavnice komunikacije, učite se od najboljših ali pa delajte 1 na 1 z coachem. Ta tretja stvar pa, naredite sistem merjenja. Se pravi, da boste lahko zmerjali, kdaj je napaka, kdaj ni napaka in predvidevali določene stvari. Podjetja, kjer se največkrat tudi mikromenedžiranje dogodi, nima nobenega plana. Ali pa imajo zelo slabe plane, se upravičujem.